Spoštovani gledalci in poslušalci podcasta Super moč, lepo pozdravljeni. Danes gostim Slovenca, ki je na Kickstarterju v 36 urah dosegel cilj, in to je $100,000. Slovenca, ki je s svojimi projekti v skupnem seštevku zbral več kot $1 milijon, morda res kaj več. Bomo preverili. Danes gostim Slovenca, ki je visok približno 2 metra in je igral košarko z legendami slovenske košarke, je serijski podjetnik, svetovalec, investitor, in je Slovenec, ki je šel na Kitajsko, tam kupil električno kolo in ga kot neko zanimivo inovacijo prinesel na ameriška tla in uspel. Kdo je to? Spoštovani gledalci in poslušalci podcasta Supermoč, z menoj v studiu medijske hiše Delo je Niko Klanšek. Niko, živjo. Ja, živjo. Najlepša hvala za tako lep uvod. Mogoče malo pompozen, ampak cifre so prave, ne? Ja, držijo. 36 ur, $100,000, to je uspeh. Ampak greva na začetek. Kakšen je tvoj dan na slovenskih tleh? Pravzaprav smo tik pred začetkom zime, december, veseli december je. Imaš kakšne rituale? Predno te pravzaprav spoznamo, me zanima, kaj zjutraj počneš kot uspešen Slovenec, ki ga pozna domala cel svet. Ja, v bistvu, zdaj sem oče 2 hčerk, 4 pa 2 sta stare. Čestitam. Hvala. Tako da v bistvu jaz se hecam, da večino ljudi me pozna kot podjetnika, startup, mentorja, investitorja. V bistvu v večini svojega dneva sem pa stay home dad. In zdaj si skoraj da 1,5 leta v Sloveniji, Ja. sicer pa rad takrat, ko se temperature spustijo, rad uideš v tople kraje. Ti to dovoljuje tvoj način življenja, posla, poslovanja? Tako je. Tašča se heca, da ne maram nositi copatov, tako da kamor zelo rata, da bi mogel začeti copate nositi, gremo. Tako, ampak ja, ponavadi zdaj zadnjih 6-7 let sva z ženo, pa zdaj tudi z otroki, smo v bistvu jesen smo nekam šli, pa smo pa polet nazaj prišli v Slovenijo. Tako da ideja je bila, da nekako bazo imamo v Sloveniji, da je to dom, da imamo korenine tukaj, familijo, prijatelje, na drugi strani pa da gremo vsako leto kam drugam, pa da malo spoznamo nov svet, kulturo, nove ljudi, take stvari. Tako da to. Ampak ja, zdaj smo zadnje leto pa pol smo pa postali v Sloveniji, glede za tega, kar sva rekla tudi, da mogoče punce še ne poznajo, niso še nikoli videli snega, tako da sva rekla, dajmo to narediti in smo postavili. Držim pesti za sneg, ampak da bo dejansko zasneženo, da bi bil bel božič, belo novo leto, držimo pesti, ampak vseeno, sliši se to precej sanjsko. Je to, ker sva ravno v podcastu Supermoč, je to tisti motor, je to tista motivacija, da živiš po svoje, nekonvencionalno, a lepo življenje, da te žene recimo k poslu, k inoviranju, k investiranju, k hardcore podjetništvu? Ja, mogoče, ampak v bistvu meni je bila ful zanimiva ena stvar, ko so rekli, da pred 100, 200, 500 leti, ko si ti rodil v ta svet, si najverjetneje tudi v zelo podobnem svetu tudi umrl. Tako se ni nič zgodilo, da zdaj v svetu, ko zdaj živimo, se pa na vsake 5-10 let se svet čisto spremeni. In kaj v bistvu vedno probam se pri vsaki stvari malo ustaviti, pa zmeraj vedno pogledati, čakaj malo, kaj zdaj tako mislimo, da moramo biti pa to, tukaj imamo pa neke nove stvari zdaj. In v bistvu probamo vedno adjustati pa gledati stvari, da se probam narediti, kaj nam zdaj že svet ponuja in kako lahko lažje, lepše, bolj živimo. Tako na tak način. Zelo pametno, da prehajaš ven iz teh con obdobja, kjer se pravzaprav potem iskri tudi kreativnost in lepa kakovost in dinamika življenja. Sicer pa si začel z gimnazijo Bežigrad, tam te je potegnila tudi košarka, a ne? In potem ta košarka je bila pravzaprav zelo močna tvoja življenjska zgodba, kjer si se tudi naučil neke podjetniške lekcije. Ja, sem igral na gimnaziji Bežigrad pa za Olimpijo, tako da to so bila ful lepa leta, tudi z ful dobrimi igralci sem igral, bil sem ful v ekipi, ampak ja, pač, kaj sem se res naučil, je ta teamwork,
pa pač to, da pač imaš neko disciplino, pa da pač je treba v bistvu, da se tekmo se zmaga v bistvu na treningu. A ne? In v bistvu, da ti treniraš, se pripravljaš, vse to, pa v bistvu si že, je že skoraj rezultat je že znan, samo da priješ na tekmo, pa moraš to narediti, ker si tam treniral. Ne? Take stvari. Tudi videl sem statistiko, da v Ameriki, v Fortune 500 firmah, mislim, da 70% vseh C-level, ali se po slovenski reče, so v Division 1 timskih športih igrali, ne, na koledžih. Tako da v bistvu ti pove, da ta šport ima nekaj v sebi. Ne. Prav gotovo. In ta šport je na nek način pripeljal tudi v Ameriko čez lužo in si s seboj vzel starše. Mama je šla s teboj, verjetno si bil še mlad, ali kako? Ja. Moj 4. letnik gimnazije sem šel v Ameriko, v Kalifornijo, z mojo mamo pa sestro. Sestra pa takrat 6 let stara, mi so 13 let razlike, tako da ona je šla v vrtec, ker sem šel jaz v 4. letnik gimnazije tja. Mama je šla pa tudi, skupaj smo bili v Kaliforniji 1 leto in smo začeli spoznavati za zares Ameriko, tudi mama je imela vedno željo v Ameriko živeti pa tako. Ona je tudi šla takrat na Harvard Business School, je šla, tako da smo bili tam, smo spoznali Ameriko in pa smo v bistvu naslednjo leto sem dobil štipendijo v Oregonu, sem šel igrati košarko v Oregon na univerzo, pa takrat sem pa spoznal, da v bistvu najverjetneje košarka ne bo moja, kako bi rekel, karijera naprej. Na drugi strani sem pa začel spoznavati te startupe, pa entrepreneurship, pa take stvari, to je bilo tudi v moji familiji, ampak sem mogel sam spoznati to in pa so v bistvu naredili tako, da smo se srečali vsi v New Yorku spet, mama, sestra pa jaz, smo se preselili vsi skupaj v New York, jaz sem se šel na univerzo, Fordham univerzo, sem se prepisal in pa smo v bistvu začeli takrat najmanj prvi projekt skupni. Predno greva k temu prvemu projektu, sem se pravkar spomnila ene mlade gospodične, Sia ali Isa, ne vem, kako je ime, skratka, Američanka, ki je prvič izkusila šolanje, klasično šolanje, ko je stopila na slovenska tla, prej pa se je šolala v Ameriki od doma. To je tam kar klasika, ne? Iza, jo poznaš? Kambodža, tako, znam, in ona je super punca, uspešna, zelo pametna, ampak ona je v enem trenutku na zajtrku Združenja menedžer rekla, da sicer je tukaj končala to 9-letko osnovno šolo, ampak da se ji ne zdi smiselno, da bi nadaljevala šolanje v kontekstu srednje šole. Če ti pomisliš, zame je bila to ena taka ekscentrična izjava, ker imamo tako zelo konvencionalne naše poti izobraževanja, karijera in tako naprej. Kako pa ti bi razumel to izjavo? Jaz mogoče poznam tudi očeta njega, tako da v bistvu sta, kakor jaz razumem, sta se ona dva zmenila, sta rekla, kaj ona hotela narediti svojo kombučo, rekla, go for it, naredi kombučo, ampak če ne bo, greš nazaj v šolo. Je bil potem dogovor. Tako jaz mislim, da, kakor sem jaz razumel to. Ampak mislim, zdaj, ko imam hčerke, pa ko se začne malo učiti, kako zdaj biti starš, pa tako, pač jaz mislim, da bil sem, da smo doskrat tudi potegnem to, ko sem bil v New Yorku, sem bil trener 7., 8. razreda fantov na neki osnovni šoli, 2 leti in sem v bistvu se ful učil, kako moraš ti res poznati svoje igralce tukaj ali pa svoje otroke. In pa vidiš, kaj komu paše, zakaj, kdo je ta prav, zakaj in pa po mojem, to mislim... Starši in pravi pedagogi živemo, ne? In verjetno tudi oče od te mlade podjetnice se ni zmotil v presoji, da je dal proste roke, ne? Se pravzaprav ta free spirit, ta moč svobode pravzaprav nam ustvarja zmožnosti, da razvijamo talente. Kako si ti pravzaprav razvijal to? Kaj je bila ta tvoja inspiracija, da si prišel pravzaprav do tega prvega projekta in razvil Smuti? Smuti! Jaz prihajam iz familije, ki so bili v pijačah, sokovi pa pijača, sodavičarstvo. V bistvu moj dedek pa moja babica so že leta 57 začela firmo Vipi, to je na Gorenskem, Vipi sokove. Tako da to je zdaj pa moj stric prevzel naprej, ampak zdaj že moj bratranc to ima naprej pa pele.
Tako, moja mama je pa v bistvu potem šla v Ljubljano na univerzo, je imela najprej firmo z avtomati za kavo, potem je to prodala, pa je pa začela firmo Nektar in Natura, ki v bistvu so sokovi, ne, Ja. sirup. Ja. No, to je pa takrat, ko smo šli v Ameriko, prodala tudi naprej, ne, tako da ta Nektar in Natura je zdaj super, gre že, mislim, da so že v 27 državah, pa tako je tudi mama ful ponosna, vesela na to, no, ampak to je bila moja osnova. Ne. No in pa, ko sem jaz začel razmišljati, da bi pač šel biznis, da bi to malo spustil, sem razmišljal, okay, kaj je. In sva že imela z mamo že dolg časa, ko sem star 12-13, sva imela že idejo za tele pavče, pa za smutije, pa se to. In pa, ko sem bil star 18 ali 19, ko sem bil v Oregonu, sva se že mamo že celo leto o tem pogovarjala, pa sva rekla, naredila to. Ne. Ampak Dejva. takrat kaj niso poznali smutija? Ja, smutije so bliže. Ampak kaj je bila ta edit value pri... Pavč. Pavč je bil. To je bil te imajo za otroke, ki imamo te pavče, ki jih imaš pireje noter. Ja, Mi smo ja. pa v bistvu naredili večje, da so bili kot snack. Ker je bilo zanimivo. Za Ameriko je bil to snack, za Japonsko, ko smo prodali, bo pa to meal replacement. Isti size. Tako, ampak ja, to in pa so v bistvu takrat polet, sem prišel nazaj v Slovenijo in sva se z mamo pelala po celi Evropi, od vseh različnih proizvajalcev, ki so take stvari proizvajali, sva testirala, se pogovarjali in pa sva najdla firmo v Belgiji, Materne, ki so v bistvu smo skupaj razvili 5 okusov in so nam oni to proizvajali, pa naredili, mi smo pa v bistvu v Ameriki imeli pisarno, pa v bistvu pa naprej da smo prišli vse trgovine, pa online, pa tako. Ja, ampak še prej sta pa semplala v nedeljo popoldne, Ja. Kar je bila pravzaprav misija nemogoče, da prodata en izdelek, ampak na presenečenje lastnika te trgovine v Ameriki, kje točno? New Jersey. New Jersey? Ja. Ovo je uspelo, ne? V rekordnem času. Ja, to, v bistvu, zgodba je bila taka, ne, da šla sva do enega distributerja, da bi v bistvu distributirali vse naše smutije po trgovinah. Pa je pa on rekel, koliko imate trgovin? Pa mi da je še nobena. Ne? Pa on je tako, no, dajte najprej nekaj trgovin sama dobiti, pa se bomo pogovarjali. Tako da pa sva šla najprej od delja do delja po Manhattnu in sem pač hodil noter, sva jih vprašala, bi imeli, 9 jih rekel ne, eden ti je mogoče rekel ja, in pa so se tako zmenili, da si dal noter smutije. In če se je kaj, naslednji teden sem prišel nazaj, če se je kaj prodal, so mi plačali, pa smo naspet dali. No in kaj sem delal, dali smo jih gor, sem poklical vse moje frende, trgovina, katero morate iti kupiti smutije, so šli, valjda takoj pokupali, ne, in pa tako nekako smo prišli na 15-20 teh trgovin po Manhattnu. Sva šla nazaj do distributerja, sem rekel, malo te trgovine, rekel, ok, super, ampak rabite eno verigo. In pa sem rekel, imam pa klede King's Supermarket v New Jerseyju. In kliče po telefonu ownerja, rekel, klede imamo pa sina z nekimi smutiji, a bi jo dal čens. Pa tako, ja, dej, pridite v nedeljo popoldne, ker tako nobenega ni v trgovini. No in pa sem res tja prišla in pač vsaka babica, vsak, ki je prišel, meni sem ga vstavil in sem mu razlagal, dokler niso pač vzeli. Ampak koliko si bil star? Koliko? 20, ne sedaj. 2000, ja, 20, ja. Ali pa 21, Če si kaj ta. zamišljam sodobnega 20-letnika, ne, ki kar nekako lagodno živi. Kaj so bili ti tvoji motori, drivingi, da ti ni bilo nerodno? Se mi je bilo. Ampak kaj si imel potem noter? To je mogoče celo zelo intimno vprašanje. Ampak kaj te je motiviralo, da si rekel ne bom, I don't give up? Ja, mislim, jaz sem tako, moram priznati, da ko sem bil v osnovni šoli pa srednji šoli nastopati ali pa kaj tako se izpostaviti, to je bilo ful težko zame. Rečemo, že to, da sem košarko igral, ne, mi je bilo ful fajn, da smo prišli na igrišče, pa smo imeli najprej ogrevanje, pa da so se malo navadili, da te ljudje gledajo, pa da sem malo not padel, pa da sem malo pozabil na ljudi, pa smo začeli. Ne. Tako da, če bi meni nekdo rekel, zdaj pa pejt, pa samo, cilj je, da boš nastopil, ne, bi bilo pač po mojem ful težko to narediti. Ker je bil pa cilj večji, ne, da jaz hočem narediti tele smutije, hočem, da so po celem svetu, da bo ful uspešna firma, da bojo ljudje dobili te smutije, ka vem, da bo bolj za njih, da bojo bolj zdravi, vse to, ne. V bistvu ampak step je pa bil, da moram jaz zdaj pač tukaj se izpostaviti pa nastopati, ne. Je bilo pa to, ni bila vera, ni bila ta glaven cilj, ampak je bila pač samo ena stopnica, ki jo moram premagati. Ne? Moja gostja v podcastu Supermoč, Petra Wagner, je ravno to omenila, kar si ti omenil. Ja. Če želiš prodati izdelek, moraš verjeti,
da s tem izdelkom izboljšuješ svet. Romantično rečeno. Morda zdravje, počutje, razpoloženje posameznika. In tudi ti si to omenil. Torej, bodo bolj zdravi. Če bodo pili moj smuti, bodo ljudje bolj zdravi. Ja. A je to bi rekla, ta višji namen? Ali kaj je ključ dobre prodaje? Ja, v bistvu ful ljudje govorijo, ne, začni nekaj, kar si passionate, ali pa začni nekaj, kar imaš neko vizijo. Ne. To je vse super, sem od 0 do 1 je ful težko najti passion. Pa to. Tako da kaj sem jaz vedno delal, jaz sem ful enih stvari probal, in pa sem nekaj, kar me je potegnil, pa me je pa kar vlekal. Pa je to. In to je, rečemo, naprimer, jaz sem sovražil teči, ko smo v košarko trenirali. Najtežje je bilo, ko smo mogli iti kroge. Po krožniku teči. In tako, no, na drugi strani sem pa zdaj že 3 maratone pretekel. Točno. Ampak to je bilo glih za tega, ker sem bil enkrat na večerji, pa se pogovarjam z eno frendico, ki je delala za fundacijo, pa rekla, ja, način, kako se financiramo, je tudi tako, da imamo tikete, dajemo za newyorški maraton. To, pa jaz tako, jaz sem pa enkrat sem živel v New Yorku 10 let, vsakič sem videl ta maraton, sem ga gledal, pa sem tako rekel, to je zanimivo, enkrat bi probal. In takrat sem mu tako, mogoče pa zdaj to naredil. In pa sem kar šel in blih 18 tednov je bilo do tega, da sem se pripravil pa naredil. Ampak me je kar vlekalo, pa sem kar hodil vsak dan teči. Bolj tudi iz straha, ker nisem vedel, kaj to pomeni 42 km preteči, da sem vsak dan šel teči, kar ne. To, ampak ja, take stvari. Si pretekel 42 km. Ja. Spomnim se, kolega, zdaj je psihiater v Londonu, zelo priznanim, je tudi imel izkušnjo z maratoni, mi je opisoval vsa ta čustvena in fizična stanja, od evforije do blazne tesnobe, skratka, res vrtiljak čustev. Si tudi ti to občutil? Ja. Mislim, na začetku te je strah, pol nekako noter padeš, pol začneš laufati, teči, pol ti je fajn, pol začneš pol ful zelenih stvari, razmišljaš vmes vse to, pa meni je bilo tam, ki je bil 32 ali 35 kilometer, sem prišel in me že vse bolel, vse vidim en klanc pred mano, ki ga moramo preteči. In to je bilo v New Yorku, tako da sem skozi, zakaj to meni treba, zakaj sem se to šel, vse to. In pol je bilo, ena gospa je pretekla mem, ker sem imel na majico, sem si dal napisati to fundacijo, pa pač vsa imena, ki so me podprli ljudje. No, in prija ena gospa mem in začne spraševati, kaj pa imaš to na majici. In zdaj sem par kilometrov pogovarjala. In sem pozabil. Dala krila. In pa je pač tako rekla, no, lepo se mej, teče naprej, pa vemo, kako sem hitro tekel, da je to. No, in pa tako pogledam gor, pa vidim, 40 ali 39 km, to pa še 2 km. Evo, pa smo. Sem slišala pred kratkim na enem zelo lepem dogodku slovenskega podjetnika, ki je imel pa strašno vrtoglavico. In preprosto, kljub temu, da je bil športnik, strasten športnik, on ni mogel hoditi recimo po slovenskih planinah in gorah in tako naprej. In nekako okoliščine so pripeljale do nesrečne usode, da je njegov otrok zbolel s precej neugodno boleznijo in si zaželel, da bi šel z očetom na Triglav. Ta oče, si predstavljaš, ne? Ja. Nikakor ni pomislil na to, da ne bi šel in osvojil najvišji slovenski vrh. Brez občutka vrtoglavice, ker je imel ta višji namen. Ja. In to so te lepe zgodbe, kako pravzaprav premagujemo meje, preskakujemo, jih premikamo. Točno to. To je neverjetno. Rečemo, ena od teh filozofij moja je, ko investiramo. V bistvu je bilo ful všeč ena zgodba od Jay Cala, en angel investor iz Silicon Valleyja. On je rekel, da v bistvu, ko ti pogledaš startup, 99% šans je, da ne bo ratal. Samo 1%. 99%. Taka je statistika pri startupih. In zdaj, tako kot investitor, ko jaz bom zdaj gledal tvoj projekt, pač zelo hitro lahko najdem probleme, zakaj ne bo ratal. In kaj on rekel je, ok, pač imaš 1% možnost, da ti rata, ampak če pa ti rate, če pa prijaš ti na drugo stran, da ti rata, kaj se bo zgodilo, kaj se tam zgodi, kako boš ti zdaj spremenil svet, vse to. In če je tukaj to res
pač dober Zgodba. case, res, da si ti res nekaj dobrega naredil, a ne, je v bistvu to, da bom jaz investiral ali pa da bom jaz tebe podprl, pač moramo to narediti, moramo dati ta 99% čans, da ne bo ratal, ampak moramo ta 1% dati sem zato, da če ti rata, si ful naredil, a ne, za svet. Se to je dobra pravzaprav življenjska filozofija, ne? Ja. Da pravzaprav optimistično zremo in podpiramo tisti 1% in nekako kar zanemarimo 99% za failure, ne? Ja, tako. To je ta optimizem. Pa misliš, da se s tem pogumom, pa s tem optimizmom, pa s temi rožnatimi očali ljudje kar rodimo, ali je zato potrebno hard work, da si res ta mindset nekako uredimo? Ja, ne vem, kaj je, ampak v bistvu sem poslušal zadnjič eno podcast na temo ljudi, pač ne vem, iz kje smo prišli, in v bistvu mi smo potomci pesimistov. Ne? Zakaj? Zato, ker če si bi ti v džungli optimist, pa si hodil, pa si gledal, se tam ne bo tigra vzad, se me ne bo pojedel. Pač najverjetneje smo ti večji čas, da te pojedu kavun, ker je bil pesimist, ker ne, tukaj bo neki, nikamor, a ne. Tako. In mi smo, ne. Ampak danes je pa zelo majhen čas, da me bo tiger pojedel, a ne, ali pa da se mi bo kaj zgodil. Tako da v bistvu se moramo mi naučiti, da smo živimo v zelo varnem okolju in da lahko riskiramo stvari, da smo lahko malo bolj optimistični, kakor nam narava prav. In Niko Klanšek, ti si se optimistično podal na azijski kontinent, na Kitajsko, in tam lepo pregledal, kaj se vse dogaja. Kot ljubitelj koles, kolesarstva si se zaljubil v e-kolo. Katerega leta že? 2009. Ja. Takrat sploh še nismo vedeli, da kaj takega obstaja. Ne? Ja. In potem si ti kot Slovenec, mlad Slovenec, iz Kitajske prenesel to čudo, električno čudo v Ameriko. Ja. In uspel z električnim kolesom na ameriških tleh. Ja. To je kar neverjetna zgodba, ne? Ja, so detajli noter, ampak v bistvu, ko sem z mamo prodala to firmo Smoothie, sem si v bistvu eno leto vzel fraj, ker sem bil v Southeast Aziji, sem potoval tudi in sem videl ta električna kolesa. Pa sem rekel, to je bilo čisto hudo, če bi jaz imel enega v New Yorku. No in pa sem v bistvu prišel nazaj v New York, sem videl, da v bistvu električna kolesa so že 20 let stara bila takrat, se že razvija 20 let, ampak ni pa še eksplodirala, da bi bili, večino ljudi jih ni vedel za tega. Sem malo pogledal po Ameriki, sploh nisi mogel kupiti električnega kolesa še takrat. No in pa sem šel na Kitajsko, 3 tedne sem šel obiskati več kot 50 različnih proizvajalcev, vsak dan po 2-3 sem jih pogledal. In moj cilj takrat je bil, da bom to naredil prek bootstrapa. Kaj to pomeni, da ne bom dobil investitorjev ali pa da ne bom jaz ful nekega denarja investiral, ampak da bom probal s čim manj budžeta probati to speljati in narediti. No in moj cilj je bil, da se bom zmenil na Kitajskem, da mi bojo dali za 90 dni rok plačila. Pa na drugi strani, ko sem prišel po Ameriko, sem pa prednaročila poberal. In pa sem v bistvu to nekako 2 leti sem to delal. Ampak to je bilo tako, 2 sta se pa s tem strinjali, in to je bilo tako po mojem timing, ki je bil takrat najbolj prav. Zdaj, ker če bi jaz to let ali pa 2 leti kasneje šel, naj bi to rata, zakaj? Zdaj, ker takrat so bili na Kitajskem in bi bilo še zanimiv, jaz imam proizvodno, jaz sem se prodajal v Ameriko. Čez 2 leti jih Amerika ni več toliko zanimala. So v bistvu bili, mi imamo 2 milijarde ljudi, mi moramo za nas delati. Ko sem jaz 2 leti nazaj hodil nazaj, so me spraševali, imaš ti kakšnega znanega, snavanga, ki bi ga prepelil, pa da bi on reklamo za nas naredil na Kitajskem. Ker sem vedel, da košarke igram, pa da imam frende iz košarke, so mislili, sem rekel, vi ste se zdaj na Kitajsko fokusirali. Tako ampak takrat mi je ratal, tistih timing je bil to pravi in tudi 90 dni rok plačila sem dobil. Ampak Niko Klanšek, a zdaj to pomeni, da si ti prinesel električne kolesa na ameriška tla? Mislim, pripelil sem jih, pa smo pa v New Yorku. A prej sploh niso v Ameriki obstajala električna kolesa? Ne, so bila, ampak so bila zelo tako, isto spet neki iz Kitajske, je nekdo pripelil, pa so že bila v zametkih, so že bili, ampak je bilo pač... Ni bila še taka... invazija tega. Tako da rečemo, ko sem jaz nekaj prodajal, na drugi strani, ko sem imel customerja, pa potencialnega customerja, najverjetneje še ni
nikoli probal električnega kolesa. Ne. Tako da, kaj sem se naučil, je, v tistem obdobju sem se naučil, da je ful dobro, če imaš kako se temu reče, competitor. Da imaš kompetitorja. Zakaj? Zato, ker če jaz promoviram, pa on promovira, v bistvu mi dvakrat, zdaj oba jih učiva. Ker sem bil jaz sam, sem jaz mogel sam orati ledino. Ja. No, to in pa, ko gremo najverjetno na Smart Wheel, ko smo to sem začel razvijati, takrat sem pa dobil tisti Copenhagen Wheel, ki je bil zraven iz MIT-ja, in to je bilo ful lažje, ker ko smo prišli v medije, pa je bil članek napisan o njih, so tudi nas omenjali, pa ko so v nas pisali, so tudi njih omenjali, tako da v bistvu mi smo se gledali, pa smo bili kao competitors, ampak v bistvu, ko pa malo ven pogledaš, mi smo tako majhni market, mi tako skupaj imamo ful velik za narediti. Ja. Zanimivo. Ja. Ampak neka zanimiva zgodba je bila v New Yorku, ko si odprl pop-up shop. Kaj je koncept pop-up shopa? A to imamo mi v Sloveniji? Ja, imamo, tudi. Ampak v bistvu, takrat je bilo kar začetki te ideje pop-up shop, v bistvu je bilo tako, da v New Yorku ali pa kjerkoli, v kjerkoli mestih, če hočeš ti imeti trgovino, najverjetneje moraš to narediti za 10 let, podpisati najemno pogodbo, pa tako, to. No, tukaj zdaj pa, če si ti nov brand, startup, se to pa v bistvu, ali pa če bi hotel sam preveriti, a je una area za mene ta prava ali ne, zdaj edina opcija je bila, da za 10 let podpišem pogodbo. Tako. No, to je velik rizik, ne? Ja. Če ni ta prava lokacija, ta prav... Ja. Tako je. No in kaj so v bistvu začeli ki so bili lastniki teh trgovin, kaj so začeli delati je, da so naredili kot nek event space, ampak da je bil pop-up shop. Tako da so v bistvu pop-up shop pomeni, da se za 3 dni je bila trgovina samo odprta. In pa so se pa vsak vikend, pa vsak teden so se menjale noter stvari. In pa je brand lahko prišel, za 3 dni ali pa za en teden. In takrat je prav ful akcija, ti si pač povabil se ful ljudi, skozi eventi so bili vse to, tako da si v bistvu ljudje, da so lahko videli tvoje izdelke, jih kupili vse to. No in to isto se je meni zgodilo. Jaz sem sedel v coworkingu, nasproti mene je bil en dizajner, njegov brat je imel pa neko trgovino v Sohotu, Noliti, na Kenmare Street. No in tam je bil in ko on mi pokaže to trgovino, mi razložijo o temu konceptu, to je pa super, pa on pa tako mi reče, to je renta, mislim, da je bila takrat $17,000 na mesec, Pa jaz pa nemo, smo startup, ni oglih toliko keša, da bi ti lahko prišel, se lahko kaj izmenimo, kaj bi lahko naredil. Pa jaz ko, ne vem, tako je bi tak, pa jaz ko, tukaj imaš en kolo, to je bil petek, za vikend se 5 pelat, mega, za vikend se malo po New Yorku voz, pa se ponedeljek dobiva. No, v ponedeljku ob 9 zjutraj on že v coworkingu me čaka. Navdušen. Ja, tako, živa, greva na sprehod. Greva na sprehod, meni tole time machine, kar imaš ti. Sem se vozil, to je bilo, vsi so me ustavljali, to je čist najboljš na svetu. Je delovalo, in je rekel, bo naredila deal, od vsega ti bom dal, toliko procentov hočem, od vsega, kaj boš prodal. Sem si začel, sem rekel, zmenjeno. No in smo mi za en mesec smo dobili trgovino in v bistvu v 3 tednih smo se razprodali. Na koncu dneva sem več plačal, kot bi za en mesec njegove rente plačal njemu, ampak pač so bila voda vesela. Ja, to je pravzaprav lekcija, da včasih je treba za kakšno uspešno zgodbo en korak nazaj, pa mogoče malo sebi v minus, ampak da se pa zgodba res izstreli, je pa to enkratna poteza. Ja. Odlično, Pišuka. Niko Klanšek, prav fascinirana sem pravzaprav nad temi tvojimi pristopi, ki so, se mi zdi, zelo naravni, človeški, niso po učbeniku. Si se kdaj ujel v zanko, pa bral recimo priročnike 5 korakov do uspešne prodaje, how to. Ja. Ali je tvoj mindset, tvoje razmišljanje tako svobodno, da se ne pusti ukalupiti v neke šablone? Ja, mislim, po mojem, da vsi smo taki, tako da definitivno tudi te stvari veliko preberem, ampak v osnovi v bistvu imam ful rad biografije. Tako da ful rad berem biografije. Tako da
ja, pač, ko prija kakšna zanimiva biografija, si jo takoj vzamem in to pomonati. In ti je to lekcija. Ja, in to pomonati v dnevu, dveh, preberemo vse. To mi rečemo je ful. Ja, tako da take stvari. In pol v bistvu, ko to bereš, v bistvu vidiš, ko so bili kakšni momenti v njihovih življenjih, njihovi poti, ko so bili key in kako so se pol odreagirali. In v bistvu na koncu dneva je ful pomemben to, da si ti v bistvu, kaj sem se veliko naučil, je, da ne gledaš na short term, ampak vedno gledaš na long term. In v bistvu, da ko vedno kakam grem v kakšno novo stvar, rečemo, ko se kaj novega lotam, kakšna nova industrija, nov hobi, sem na začetku, sem newbie. In pač ponavadi dobiš ta feeling, ko priješ noter, te gledajo, pa te mogoče ne sprejmejo čez raven, ali pa tam, kaj pa zdaj ti sem pa šel. Pa se to, tako, ampak jaz sem se že naučil, da ko daš ti čas, investiraš v to, ko si nekaj časa tam, te ljudje začnejo respekta, vidijo, ok, is a real deal, tukaj je že toliko časa, dela to, rečemo z maratoni, ali pa pred enim mesecem nazaj sem začel karate trenirati prvič v življenju, tako da take smešne zgodbe, ampak tako, sem newbie, sem zelo bel pas, pa gledam une črne pase, vse, pa tako, ampak sem respectful, pa pač, se probam čim več naučiti, ampak vem, da če bom investiral čas v to, bom eventually tudi jaz prišel na nivo, ko bom lahko več vedel. Preprosta, učinkovita logika in delovanje, ampak tako, ko berem pravzaprav tvoj CV, vidim, da si samozavesten gospod, fant, veliko potezen pravzaprav, ne? Ko si se odločil za online sales, si hitro ugotovil, da je tvoja target grupa pravzaprav, ali pa target, ne, pravzaprav tvoja tarča, da je podjetje Apple. In potem si se postavil pred Apple. Ja. In kaj se je zgodilo? Ja, to je bilo pop-up store smo imeli v New Yorku, en mesec, pa je bilo ful uspešno, pa smo pa rekli, zdaj gremo pa online, bomo online prodajali, pa smo razmišljali, kako bomo pa zdaj dobili attention. Kaj sem ugotovil je, da vsak ta četrti, ki se je usedel na naš kolo, pa pelil en krog, ga je kupil. To je bilo tako noro. In zdaj pa to, kako to zdaj translatati na internet, ker pač ne moš probati. In sem ugotovil, da moramo biti fizično nekje, da testiramo. Ampak samo eno vprašanje. Ja. A ti si iz Kitajske pripeljal neko določeno število električnih kolesa, ne? Z odlokom 90 dni za plačilo. Ja. In potem, ko se ti zaloge pošle, je to lepo naprej potekalo. Aha. V bistvu, zelo simpel, v en kontejner je šlo 50 koles. In pa sem pač tako, in to je bilo trajalo ponovati, ko sem ga naročil, pa je tudi kakšen mesec oni rabili, pa še en mesec, da je prišlo do mene, tako da 2 meseca sem jaz imel, ko sem naročil, sem dobil. Tako da ja, ko sem jaz videl, ko sem jaz dobil, sem že nove naročil. In so tako, da sem imel ta supply. Ampak ja, pa smo šli v Kalifornijo, in smo rekli, ok, bomo naredili v bistvu samo stali bomo s kolesi na cesti in bojo ljudje prišli, testirali in pa bomo dali vizitko in bojo zvečer doma kupili kolo na internetu. In pa smo tako pač smo šli, smo rekli, ok, Silicon Valley, to so tech guys, to bojo sigurno razumeli električne kolesa, gremo tja. Smo šli tja, smo to en mesec ali koliko ne, 3 tedne smo bili tam, smo hodili okrog vse, smo šli na Google Campus, pa na, ne vem, od Facebooka Campus. Pa tako, da prave naslove, ne? Ja, tisti so bili ta pravi naslovi, samo teli varnostniki jim ni bilo všeč, da se tam prodajajo onim campusu, tako da tisti ni bilo tako uspešen, ampak kaj smo pa bolj ugotovili, je pa točno to, ja, naš target group je bil nekdo, ki gre v Apple Store pa kupuje, pa smo se pred Apple Store postavili, prvo zjutraj smo šli noter, smo te zaposlene, smo se začeli z njimi pogovarjati, pa sem rekel, ja, prideš probati električni kolo, tam v spredi bomo, so prišli, so se oni vžali in kaj se je zgodilo, nekdo je prišel noter po iPhone ali pa računalnik, so se pogovarjali o iPhone računalniku, pa večino časa se pogovarjali ob naših kolesih, ker so bili te zaposleni vsake, ste videli une električne, ko to je čisto hudo, sem probal, to je najboljše, oni v bistvu nam so prodajali naše kolesa, pa kad je nekdo vam prišel, so rekel, povedal sem mi noter, da imate ful dobre stvari, lahko probam in pa je tako šlo. Pa smo šli samo od trgovine do trgovine.
Odlične zgodbe in verjetno dejansko se uresničijo, če imaš eno, bi rekla, tako otroško naivnost v sebi, eno veselje, eno radost in pa zaupanje v to, kar pravzaprav imaš v rokah, ne? Dober izdelek. Ne? Ja. Si šel potem s tem kolesom na Kickstarter? To ni bila ta zgodba, ne? Ne. Ta platforma že obstaja koliko? Skoraj da že 10-15 let? 14, ja, 2009. Ja, je Kickstarter takrat je bilo nasledil. to nek zelo poseben fenomen, sploh nismo vedeli, kaj te platforme so, ne? In smo jih potem nekako osvajali. Predno mi poveš, kakšna je bila zgodba s Kickstarterjem, je še živahno dogajanje na teh platformah? Ja. Kickstarter pa crowdfunding v bistvu še ful raste. Ne? Kaj pa je ful zanimivo, je pa, da spremenil se je pa v bistvu način promocije Kickstarterja. Ne? Ko sem jaz takrat v začetku 2012 do 2016, ne, večino časa se je Kickstarter promoviral tako, da si v medije prišel, ne? Da so bili članki za tebe napisani to in pa v bistvu so ljudje prebrali, prišli na Kickstarter in kupili. Ne? In projekti v Sloveniji, ne, smo tudi tako se promovirali. Ne? Zdaj smo prišli tudi v vse medije v Sloveniji in ko so tudi v bistvu vsi Slovenci izvedeli za Kickstarter in so pa skozi vsak mesec poslušali o Kickstarter projektih, ker smo se tako promovirali. Zdaj se je pa v bistvu to malo spremenilo. Zdaj se pa večino promocije dela čez Facebook ads, čez Instagram ads, TikTok ads, to dela. Ne. Tam pa v bistvu imaš ti limited budget, in v bistvu pa pogledaš, katero državo boš targetiral. In večino targetiraš Ameriko, Nemčijo, večje države targetiraš. In najverjetneje rečeš, da vse v Sloveniji ne bomo targetirali, ker nimamo toliko majhen market, pa ne bomo budžeta za to dajali. In kaj se zgodi? V bistvu veliko projektov je gor na Kickstarterju, so ful uspešni, ampak v bistvu Slovenci niti ne slišijo za njih, ker niso v medijih, niso na Facebooku, v adsih. Nismo prava target, ne? Ja. Zanimivo. Ja. Aha. Ok, to, kar sem uvodoma dejala, v 36 urah dosegel cilj $100,000, presenečenje? Ja, sem bil vesel, presenečenje. To je bilo pa tudi, smo pa tudi ful bili pripravljeni, pa smo fulnega dela vložili to pred tem. Tako da v bistvu sem bil vesel, da se je to zgodilo, smo pa tudi v bistvu nekako upali, pa pričakovali. Kakšni produkti recimo so uspešni, prodajno uspešni, so zanimivi za te platforme? Si že dobil recimo nek vtis, kaj se prodaja, ne prodaja, kaj se pravzaprav postavlja na ogled na teh platformah, da je uspešno? Ja, v bistvu dve kategorije, ki sta najbolj uspešne, sta games kategoriji, to so board games, video games, card games, to druga je pa tech and design. To so rečemo pa vsi gadgeti, pa tako kaj bo moj kolo, pa Bird Buddy, pa Equa, pa kaj imamo še, pač vse te, ki so neki tech ali pa design-based produkti. To sta te glavne dve kategorije na Kickstarter ali pa crowdfunding. Drugače pa 80% vseh projektov na Kickstarter, ki so uspešni, so pa projekti, ki so manjši, pa so v bistvu ful bolj kreativni. Publishing, fotografi, film in video, music, dance, teater, take stvari. In to so ponavadi med 1,000 do 10,000 evrov naberajo te projekti. So tudi v bistvu ponavadi tudi naberejo denarja. So dosti uspešni. A bi jaz lahko podcast Supermoč postavila na Kickstarter? Ja, lahko ja. A pa misliš, da je bila to uspešnica? Ponavadi vse v crowdfundingu je vedno pomemben community. Koliko imaš močen community, koliko je velik community, in v bistvu pa ta community pripelješ na Kickstarter, da te podprejo. To je to. Tako da vsi projekti, ki so uspešni na Kickstarterju, so v bistvu sploh prvi teden je ful pomemben. A si dosegel cilj, koliko si ga dosegel, ampak ta prvi teden je samo pokazatelj, koliko si bil priden pred kampanjo. To, koliko si ti promoviral, koliko imaš velik community, si nabral, da pa ko prijaš, da konvertaš. Kakšne so pa potem obveznosti do teh, ki te podprejo, ki investirajo, ki verjamejo vate? Ja, zdaj sta dve stvari. Eno je Kickstarter, pa crowdfunding, to so donation-based rewards. To so donacije. In za te donacije za nazaj ti dobiš nagrado. Ampak piše, da ni to 100%.
Da ni to tako, kot če jaz na Amazonu ali po trgovini nekaj kupam in pač so mi obljubili, sem 100% jaz moram dobiti, ali mi mora pa denar vrniti. Ja, aha, torej ni 100%, da ti nekaj tukaj so donacije. Iz te zgodbe narediš. Ja, zdaj tako, če smo honest, 0,5% projektov, ki so dosegli cilj, pa dobili denar, ne dostavijo nagrad. To je 0,5% samo. Ampak ponavadi je to zaradi tega, ker so, ne vem, se jim je kaj zataknilo, ko so začeli proizvajati, so videli, da ne bojo mogli tega speljati, ne vem, take stvari. To je 0,5%. Ampak če si ti eno od teh projektov, pač res nočeš, da se to zgodi. Ne, nočeš. Ker pač internet je poln tebe, pa scam, pa vse. To res nočeš. No, to je prva stvar. Ta druga stvar je pa, v bistvu, ja, ko ti obljubaš, rečeš, ok, če bo mi nekdo podprl nagrado za 100 evrov, bom jaz njemu dal to nagrado. Jaz sem v mojem primeru je bilo naprimer $600, pa so dobili moje kolo, Smart Wheel. Okay. No in pa to je bilo obljubili smo, kdaj bomo to deliverali. Rekli smo takrat maja 2014. No in zdaj 90% projektov na Kickstarterju zamuja, tako da mi smo bili del tega, tako da mi smo pa novembra 2014 začeli dostavljati. Ampak ja, to sta v bistvu dve stvari. Kickstarter ni zgodba samo o nabiranju sredstev, je mnogo več. Kaj še je tisto več? Ja, eno je, da lahko testiraš market, da vidiš v bistvu, a so ljudje sploh pripravljeni kupiti tvoj produkt ali pa uporabljati tvoj produkt ali ne. Zato, da včasih si ti mogel proizvesti nekaj ali pa vse postaviti, narediti, pa prijeti na market, pa videti, da se noben hoče tega kupiti. Ups. Pa je ups. Tako da tukaj si lahko testiraš, preden greš v to. Druga stvar je feedback, da se v bistvu ti si že med kampanjo se lahko učiš, kaj bi ljudje še hoteli, kaj ne, lahko še popraviš produkt ali pa servis ali pa karkoli delaš, se ful naučiš nazaj, kaj želijo. Tretja je ta denar, Četrta, ki je pa najbolj pomembna stvar, je pa v bistvu ta community. Ko ti, v bistvu, če ti dobro kampanjo narediš, pa jo pa speleš, pa v bistvu dostaviš produkte, bojo ljudje v bistvu ful veseli, se bojo počutili, da so bili del tebe od začetka, tvoje zgodbe, da so ti pomagali. In kadarkoli boš ti lansiral na spet novo, te bojo najverjetneje ali podprli spet, ali ti bojo vsaj lajkali, ali nekaj ti bojo pomagali. In to je, že smo jaz videl pri električnih kolesih, ko smo začeli pošiljati električna kolesa po svetu, smo jih poslali v Berlin in naslednjih 2 tednih smo začeli ful novih naročil dobivati iz Berlina, brez promocije. Zakaj? Zdaj, ker so ljudje bili veseli, ko so dobili ta kolo, čutili so se, da so del te zgodbe, ko so bili od začetka, ko so jo podprli in ko so se vozili po mestu, po cesti, so prodajali za nas. Ja. In pa smo dobili zastonj naročila nazaj. Odlično. Ja. Ampak glede na to, Niko Klanšek, glede na to, da si imel izkušnjo z izobraževanjem in poslovanjem, tako v Sloveniji kot v Ameriki, na Kitajskem in verjetno še kje, bi lahko rekel, da so recimo uspešni projekti na Kickstarterju v nekem članku si se izrazil obliž na rano ali vsaj na oddih slovenskemu gospodarstvu. Oziroma, predvsem imam v mislih to naslanjanje, slovensko tradicionalno naslanjanje na državo. Nekaj bomo v podjetništvu, v gospodarstvu naredili, če nam bo država pomagala, nas podprla. Okay. Kako lahko take platforme nekako malo to zaobidejo, da ne potrebujemo takšne injekcije strani države? Ja, to je bilo glih 2012 je bil prvi slovenski uspešen Kickstarter projekt, LL100, kjer sem bil del, sem bil zraven, sem pomagal. Tako se je tudi moja zgodba začela in pa sem v bistvu več kot 200 projektom do zdaj že pomagal, smo zbrali že več kot $40 milijonov na Kickstarterju. To je Jugoslavija, večino, ta regija. Tako da to še zmer na eni strani pomagam, pa svetujem, pa delam. Ampak ja, takrat je bilo ful zanimivo, ker si imel projekte, startupe, ki so v bistvu iskali VC funding, pa niti ni bilo še toliko VC-jev takrat v Sloveniji, to je 2012-2013. Ni bilo še toliko znano. Tako da so iskali, če so že hoteli, so mogli to tujino po to. Pa sem imel pa ful enih projektov, ki pa v bistvu niso bili zanimivi za investitorja. In so bili ko so bili malo zgubljeni, kako zdaj to speljati. V bistvu ta Kickstarter, ta crowdfunding ful dobro prišel, ker je v bistvu lahko, jim je dal vrata in v bistvu, da so dobili funding in da so začeli v cel svet lahko se promovirati in prodajati. Niko, saj veš, da te bom vprašala, kako ocenjuješ ta naš slovenski ekosistem.
vidiš ti kaj lepšega kot recimo tvoji predhodniki v podcastu Supermoč, ki vendarle so sicer z dobro namernostjo podajali kar nekaj kritičnih pripomb ali tudi pobud pravzaprav, kako bi se morala Slovenija kot okolje, da bo postalo bolj podporno, urediti. Jaz sem pozitiven, tako da meni je tukaj ful všeč, Slovenija, meni čez fajn, vse. Ampak ja, če pogledamo malo različne stvari, primer startupe pa tehnologijo, kaj je tukaj ful dobrega, pa ful zanimivo je bilo, ko sem videl v tem, je, da mi imamo v bistvu na eni strani imamo starejše ljudi, ki imajo res ful znanja, ki so delali v teh velikih firmah, državnih včasih, zato, ki imajo pač, to so mojstri, ker tacga mojstra ti v Ameriki ne dobiš. Ne najdeš ga, mislim, tako zelo težko, če ga pa je, pa najverjetneje že well off in se ne bo s tabo ukvarjal. Tako da tukaj pa imamo potem na drugi strani imamo pa mlade, ki pa v bistvu ful obvladajo, ki vejo vse. Jaz sem živel v New Yorku, pa sem v bistvu ful enih stvari je mene padal, ker sem živel tam, ker sem posvojil v babu. Tukaj v Sloveniji imamo, pa jaz temu rečem, mi smo v Sloveniji, smo family business, pač, ker smo vsi se poznamo, vsi smo nekako povezani. Tako da, in tudi te babli, če sem jaz rečemo zdaj v Web3 bablu, pa je nekdo v AI bablu, pač v New Yorku bo zelo težko, da se bova midva srečala, pa da si bova zmenjala informacije. Tukaj smo pa toliko majhni, da si v bistvu zelo hitro ti lahko naučiš. In hitro zveš, kaj se kaj novega dogaja, pa se to še na drugih področjih. In to je to. In zdaj, kad ti dva svetova skupaj daš, mlade, ki nam vse jasen, ki smo v špici, kaj se dogaja na svetu, pa tele starejši ljudi, ki pa obvladajo stvari, kako se stvari naredijo. Izkušnje, modrost, ja. Ja, to skupaj sem videl, ko smo razvijali kakšne projekte, to je super. Mi bi bili lahko svetovna podjetniška atomska bomba. Ja, tako. Mislim, ja, vse tako, kot veliko slišimo o naših športnikih, kako smo amazing, kaj smo, v bistvu imamo tudi v podjetjih, pa v znanosti, pa to smo tudi res v špicah. To je prva stvar. Druga stvar je pa ta finance, pa investicija. To, rečemo Silicon Valley, kako se je začel? Silicon Valley je bil v bistvu miks tega, da je bil vojska, pa univerze. In v bistvu ta denar je bil iz tam in so v bistvu investirali v research and development in so to delali. Univerze pa vojska. In pa so prvi startupi iz tega ratali, so naredili. In pa, ko so te startupi ratali, so veliki ratali, so te founderji so zaslužili, so dobili nek denar in potem so oni začeli investirati kot angel investorji. Potem je VCs, Venture Capital prišel zraven, so to začeli investirati. In v bistvu, kaj se zgodi? Vsak nov projekt karata iz Silicon Valley, najverjetneje te founderje, pa zdaj že govorimo o 100 ali pa 1000 ljudi iz te firme, ki so milijonarji ratali, tam ostanejo in začnejo nazaj investirati v nove projekte. In to kar raste. V Sloveniji zdaj smo, jaz mislim, da na drugem ali pa tretjem levelju. Da v bistvu smo najprej, rečemo, Silicon Gardens je zelo dober primer Venture Capital, ker so se v bistvu dobili te prvi founderji, ki so neke exite naredili v Sloveniji, so se dobili in so svoj sklad naredili. Zdaj že delajo drugi ali tretji sklad, bo zdaj že naredili. Zdaj smo že v tem, prva, druga generacija startup founderjev, ki so naredili exite, ki so zaslužili in ki zdaj nazaj začenjajo investirati. To je trajnostno, ne? Tako je. Tako da meni je v bistvu ful všeč od teh kriptomilijonarjev do startup founderjev, do vseh teh, če pogledamo, kaj delajo, oni v bistvu ful denarja zdaj investirajo v Slovenijo. Pa pač v bistvu v real estate, v startupe, vse to. Tako da v bistvu mi pripravljamo zdaj naslednji step, naslednja generacija, ko bo še večji startupi, še več jih bo, ko bo še, po mojem, še večje exite naredilo. Wow, kaj se vse dogaja v tej jugovzhodni regiji, ne? Ravno prej izven etra so se pogovarjala o prvi dami ChatGPT-ja, Mira Albanka. To je neverjetno. Bomo imeli eno tako ali enega takega tudi v Sloveniji, ampak veva, da Albanija je prostor, kjer je mogoče še nedavno tega veljalo, ali pa morda še vedno krvno maščevanje, recimo. Wow, in iz tega okolja pride gospa, ki pravzaprav dobesedno fura, celo umetno inteligenco oziroma vse, kar se bo zdaj novega in se že dogaja novega. Ja.
Amazing, ne? Ja, no, ampak kaj sem jaz videl, ne, jaz sem bil v Ameriki, sem živel od 2002 do 2014. Ne, to je bil še glih začetki tega zares interneta. Ne, tako, in je bilo, če si res hotel spet, ali pa kaj si najverjetneje mogel priti v Ameriko, pa biti tam. Kaj pa zdaj začnemo pa zato, da v bistvu s tem internetom smo se pa v bistvu ful povezali. Vse to in ti lahko kjerkoli, in zato imamo lahko Miro, pa ful enih Slovencev, pa iz celega sveta. Nika Klanška in tako naprej. V bistvu po eni strani nam je vse jasen, kaj se posod dogaja na svetu, ker smo povezani, po drugi strani pa zdaj tudi vidim, da v bistvu niti treba je prav v Silicon Valley biti tam, ali pa je to v Ameriko. Lahko si tudi v Sloveniji, pa si v bistvu delaš s svetom, pa si uspešen. Ampak na kakšne stvari pa je treba tudi fizično priti, si ogledati. Recimo, jaz sem ljubiteljica teatra, glasbe. V minulih tednih sem bila na čudovitih koncertih in v teh dneh nas čaka 70. obletnica oziroma rojstni dan slovenske legende glasbe Vlada Kreslina. V Cankarjevem domu bo razmah 3-dnevno veseljačenje, glasbena poslastica. So koncerti tudi tvoja, recimo, taka zgodba navdiha, sprostitve? Ja. Kje se, recimo, res najbolj si daš duška? Ja, imam ful rad glasbo, tako da to uživam, tako da ja, take stvari imam ful rad. To, kaj še kakšne, v kino rad hodim, tako, ful mi je všeč, ker kino več ni tako popularen, tako da priješ tja, pa imaš v bistvu dvorano za sebe. Tako da ja, take stvari, ampak to mislim, tako ful imam rad experiences, in ko priješ na kakšen tak koncert, Ja. To te kar, mene tako rečem, da me te kar poboža, tako prav priješ, čist drug priješ van. Tako da verjetno bosta kar nekaj časa sobivala dva svetova, ta materialni, čutni, izkustveni in pa seveda virtualni, metaverse recimo. Ja. Kako si z metaversom? Si že daj kaj živel? Ja. Kaj kupil? Ja. Ženi, torbico? Ja, mislim, to, ja. Torbica še ne, ampak obleke pa. Res? Ja, moja teza je, pač imam 2 punčke, čez 15 let, ko bojo stare 18-19, pa bojo hotele ven žurati, v bistvu še vedno hočem biti cool oči. Ja. Tako da, kaj delam, moja teza je, da v bistvu zdaj bomo imeli te očala, zdaj imamo virtual reality pa augmented reality. Virtual reality je taka, da imamo te očala gor, pa v bistvu smo čisto v novem svetu. In se na kakšnih poslovnih konferencah smešimo v visokih petah, ker smo v drugem svetu, kot je realnost. Tako je. Pa imamo pa augmented reality, je pa v bistvu to, ko bomo imeli navadna očala gor, ker se midva se bova videla, ampak, ko jaz gor, pa ti gor, se v bistvu imam jaz lahko čisto neko svojo obleko. Wow. No in kaj delam? V bistvu jaz kupujem te obleke, že jih kaj vidim, kakšne na internetu, te NFT-je, pa to jih kupujem, zato ker bo čez 15 let, ko moje punce prišle, moja teza je, da bojo pač, ne vem, udobno oblečene. Navaden t-shirt bojo oblečene, sem tako, sem ko boš dal počala gor. Wow. To je amazing, res? Ja, tako si jaz to predstavljam. Tako. No in če gledati virtual reality pa augmented reality, jaz mislim, da virtual reality bo, rečemo tako, mogoče 1-2 na dan za večino ljudi, ki bojo šli noter, ki bojo, namest Netflixa ali pa namest nek televizije ali pa kakšnega filma, bojo pač, ali pa igrice bojo to delali. Bomo šli na plažo. Ja, pa to tudi. Recimo, kamorkoli, ja. Pač ti popoldne zvečer, ki se hočeš malo vzeti za sebe, pa si daš gor, pa ne vem, kakšen bo šel na plažo, kakšen bo šel kakšno igrice igrati, kakšen bo šel film gledati, tako. Ta augmented reality se mi zdi pa tudi, kot imamo telefone. Zjutraj se bomo zbudili, se bom oblekel, pa bom pa dal še očala gor, pa si bom še najdel, kaj bom v augmented reality oblečen, pa bom hodil po cesti, pa bo Google Maps me kazal po cesti, kam moram iti, še kakšne kovance bom vmes poberal, da bom malo več korakov naredil. Take stvari, to bo v bistvu pa tako čisto nov, če res ta fizičen svet pa digitalni svet bo sta skupaj prišla. Ja, se tega veseliš? Moja izkušnja je bila, ko sem dal ta virtual reality gor, pa sem se začel igrati, sem začel ful bolj
spoštovati ta svet tukaj, pa naravo, pa vse to. Prej, tega ni bilo, pač tako drevo tam je, ok, grem vse to. Zdaj, kad daš pa to odgore, pa tako, to je living being tukaj zraven mene, tako, ta svet je čist amazing. Tako, to je bilo isto, ko sem živel 18 let v Sloveniji, pač to je bilo to, pač nisem, ok, samoumevno. Ko sem šel po Ameriko, pa sem 10 let, sem pa začel ful appreciate Slovenijo, sem rekel, kaj mi imamo tukaj, pa vse to. Ker v bistvu še en drug svet vidiš. Sej nazaj gre tudi appreciatam Ameriko, pa vidim, da je super, pa vse to. Ampak zato, ker greš ven, pa vidiš, kaj imaš še na drugi strani. Iskreno sem vesela, da si tako lepo zaokrožil najino zgodbo v podcastu Supermoč. Vse to, kar si povedal, je pravzaprav neka ta vele sila, neka super power, ta spoznanja. In spoznanja, ki imajo na konec koncev pozitivno konotacijo. Bi te pa še vprašala za konec, Niko, spoznala sva se v kontekstu medijske hiše Delo. Takrat sem začela pravzaprav neko prelomnico v svojem življenju, postala sem odgovorna urednica Sveta kapitala. Ti pa si ustanovil nekakšen Delov startup studio. Lahko mogoče vseeno osvetliš, kakšne so te povezave in te niti tega family biznisa znotraj medijske hiše Delo, family biznisa. Vsi smo nekako povezani ali smo se v nekih točkah življenja ujeli. Kaj je bila ideja tistega startup studija? Ja, takrat so v bistvu medijska hiša je imela idejo, da bi se začela povezovati startupi in so tudi nek budžet namenili, da bojo investirali v startupe. No in smo se dobili, pa sem začel sem pomagal, da smo postavili startup studio. In v bistvu, takrat sem naredil pa research, kaj se že vse kaj dogaja na tem, sploh mediji, pa kako mediji pa startupi se povezujejo. In kaj sem takrat videl je, da v bistvu dve stvari se dogaja. Ena je, da so investirali v startupe, katere so novi načini medijev. Da se bodo tudi medijske hiše prelovile v 21. stoletje, v digitalu, vse to. To je bila prva stvar. To druga stvar, ki pa je, so pa v bistvu videli, da startupi danes dobijo denar od venture capitala, od investitorjev in v bistvu ful investirajo v advertising, ki pa je zato, da dobijo ljudi, da pridejo gor, da kupijo, customerje, vse to. Ampak in v bistvu tukaj na tej strani medijske hiše pa imajo ful veliko ljudi, ki jih berejo, ki imajo poslušalce, gledalce, bralce, vse to. In v bistvu imajo advertising modela. In kaj so v bistvu se dogajali, da so v bistvu namesto denarja so investirali advertising budget v startupe. In to je bila v bistvu nek model, ideja, da se da to skupaj, da v bistvu se za slovenski trg najde startupe, ki bi rabili promocijo, medijska hiša na drugi strani pa v bistvu s tem lahko investira v njih, pa dobijo procent firme in pač tako raste. Zanimiva sinergija, potem je kar zamrla, sicer na žalost, ampak vseeno, a verjameš v časopis, da bo preživel vse te tehnološke izzive? Ne vem, medija, časopis, zato, ampak če smo pa pogledamo, je pa v bistvu novice, informacije, vse to pa če tako zelo velik, pomemben del našega življenja. Tako da to moramo imeti. In jaz tudi mislim, da če pogledamo, kako se je internet razvijal. Internet je bil na začetku, v 90-ih je bil majhen, vsak ima svoj računalnik, so se povezani, v bistvu to nek community, ki nekako, če si bil tam noter, si bil toliko early on, da si lahko zaupal. Pa je pa internet ratal huge in smo vsi gor prišli in v bistvu z tega je tudi tega ful takih fake newsov, pa pač vsega balasta gor prišlo, pa vse super, se povezujemo, pa vse to, ampak je pa ful enih stvari. Tako da moje mnenje je, kaj je, da se bomo nazaj začeli luščati, da bomo v bistvu rabili ljudi, tako kot si ti, ki bomo v bistvu te followali, te poslušali, te imeli v bistvu res quality content, da ga bomo dobili, da bomo šli nazaj na to. Zdaj, kako pa bo ta content prišel do nas, pa ne vem, je to prek podcastov, prek časopisov, prek tega, to. Ampak ja, tako kot pravijo, banking is necessary, banks are not. Se mi zdi, da je podobno v medijih. Niti ne slutim še, s kakšnim človekom sem se imela priložnost pogovarjati, ampak verjamem, da tvoja zgodba bo šla še
v vesolje. Niko, hvala lepa za tvoj čas in za zelo iskrive in zanimive misli, ki upam, da bodo pri nekaterih, ki razmišljajo business-wise, padle na plodna tla in da se bodo rodile kakšne zanimive zgodbe. Super. Hvala lepa. Hvala. Lepo se imej, vse dobro tebi in tvoji družini. Enako. Hvala.